Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Še bolj pa me veseli, da je to zanimanje za projekt oziroma skrb za izobraževanje vseh nas, da z mano deli tudi predsednica Republike Slovenije, gospa dr. Nataša Pirc Musar, ki je sopokroviteljica našega projekta, ki torej aktivno sodeluje z Banko Slovenije pri naših naporih za večje digitalno finančno opismenjevanje celotne populacije. Tako da mi dovolite, da povabim še spoštovano predsednico k besedi. Živjo, a so finance dolgočasne? Niso. Spoštovani guverner Banke Slovenije, gospod Boštjan Vasle, spoštovane učiteljice in učitelji, mentorice in mentorji, drage bodoče mojstrice in mojstri digitalne prihodnosti. Zelo me veseli, da vas lahko ob guvernerju Banke Slovenije nagovorim ob pričetku tega projekta, na katerega se je do sedaj prijavilo 200 učencev in dijakov iz 21 osnovnih in srednjih šol. To kaže, da je zanimanje med mladimi tudi za tovrstne vsebine visoko. Prav tako sem seveda hvaležna vsem mentoricam in mentorjem, da so prepoznali pomen projekta, ki pomaga k boljši finančni pismenosti novih generacij mladih ter širi njihove praktične kompetence v svetu denarja, bančništva in financ. Znati pametno finančno načrtovati, imeti pod nadzorom porabo, poznati različne načine in oblike plačevanja, razumeti, kdaj in kako varčevati, poznati zakonitosti naložb in se zavedati vseh posledic zadolževanja, to so znanja, ki niso samo teoretična, ampak še kako uporabna v čisto vsakdanjem življenju. In še en konkreten primer, ki je že danes aktualen. Zaradi klimatske krize bomo v prihodnosti morali živeti z manj dobrin, a to vendarle pomeni, da bodo te morale biti bolj kakovostne, da bomo znali uživati življenje z manj, a boljše, bodo finančna znanja izjemnega pomena. Kako varčevati in zakaj zapraviti denar, bo za vašo prihodnost tako bolj nujno vedeti, kot je danes. Razprave debatnega turnirja Mojstri digitalne prihodnosti bodo zaobjele 3 široka področja, za katere sem prepričana, da bodo visoko na lestvici uporabnosti v vašem odraslem življenju. Finance, digitalizacija in umetna inteligenca. Umetna inteligenca že sedaj zelo vpliva na naša življenja, včasih v pozitivnem pomenu, a kdaj žal tudi v negativnem, pri nakupovanju in oglaševanju ter iskanju po spletu, kjer upravljalec baz podatkov o vaših navadah ve celo več kot vi sami. Z digitalnimi osebnimi asistenti, prevodi, pametnimi sistemi v hišah in avtomobilih, v kibernetski varnosti, medicini in še kje. Pričakovati je, da bo v prihodnje s hitrim razvojem umetne inteligence področij uporabe še več. Umetna inteligenca nam lahko marsikaj olajša, a se je obenem res treba zavedati tudi tveganj njihove uporabe. A vam lahko na tem mestu kot predsednica dam en nasvet. Zdaj ne vem, koliko že sami kupujete letalske karte, ali vam jih še vedno starši. Verjetno nihče več ne gre v turistično agencijo in reče, jaz bi pa rad šel, ne vem, v New York, vse to se dela preko spleta. Ampak v ozadju spleta, veste, so posebni algoritmi, ki jih danes še hitreje poganja umetna inteligenca, kot se je to dogajalo prej. In recimo, da bi vi želeli čez 3 mesece odpotovati v Združene države Amerike, recimo v New York, greste na spletno stran mytrip.com, letalske.si, začnete iskati, sploh še ne vpišete imena in priimka, algoritem je pa seveda že zapomnil, kaj počnete. In dobite takrat ceno, recimo 900 €. In potem majčkeno pozabite na to, greste čez 2 meseca zdaj po tisto karto, ker zdaj se vam pa že malo mudi, en mesec je do odhoda,
vedeli ste, da so karte na razpolago, da stanejo 900 evrov, glej ga zlomka, niso več 900 evrov. Cena je višja, zato ker algoritem v ozadju zelo dobro ve, da ste vi že malce nervozni s tem nakupom karte in da se bliža datum vašega odhoda. Ko boste kupovali karte na svetovnem spletu, naučite se brisati piškotke, pa v ozadju so zdaj še kakšne druge živalce, so beaconi, proxy, te tehnologije oglaševalske gredo seveda zelo hitro naprej. Torej, brisati piškotke ali pa iti na drug računalnik. Pa še eno stvar vam bom zaupala. Z mojim kolegom informatikom sva 3 leta nazaj se igrala in letalske karte kupovala, eden z androidnega telefona, ta drug pa z iOS-a, torej z Applovega. V štartu je bila ponudba na Applovem telefonu višja. Zaradi tega, ker algoritem v ozadju ima predvidevanje, da so kupci Applovih naprav premožnejši. Tako da, kaj se bomo iz tega naučili? Na Androide je treba kupovati stvari, pa piškotke brisati. To se dejte naučiti. Piškotki so tiste marcine tam v ozadju, ki si zapomnijo čisto vse, kar počnete na svetovnem spletu. Ampak res čisto vse. Evo, ne le kot predsednica republike z varstvom osebnih podatkov, kar je moja specialnost pravna, sem se ukvarjala že kot informacijska pooblaščenka. Tudi v svoji doktorski dizertaciji sem se te teme dolotila, zato se seveda še kako zavedam izzivov, ki sledijo razvoju umetne inteligence. Zato je neizmernega pomena, da se jih lotimo z vso resnostjo posledic, ki jih lahko prinesejo. Zavedati se namreč moramo, da je odgovornost za ravnanje tako v rokah uporabnika kot snovalca umetne inteligence in ne le to, odločiti se je treba, kako in kdaj snovalci odgovarjajo za negativne posledice in kako jih bomo kot družba naslovili. Jaz sem tako, veste, polna enih zgodbic, lahko vam povem, kako na Kitajskem, kjer vas kamera posname na vsakih 50 metrov, v bistvu profilirajo vse posameznike s pomočjo prepoznave obraza. Face recognition izraz ste verjetno že slišali, Če uporabljate Googleovo Picasso recimo, in imate v Google Picasso shranjene vse fotografije, Google uporablja v ozadju face recognition tehnologije. In če ste vi na eno fotografijo napisali, to je pa moja prijateljica Jana, recimo, prijateljica Jana, bo Google v ta folder zmetal čisto vse slike, kjer je ta prijateljica Jana na sliki, ker na podlagi prepoznave obraza ugotovi, kdo na sliki je. No in Kitajci to uporabljajo za v bistvu nek credit score za državljane. Če se zunaj ne obnašaš dobro, ne boš dobil kreditnih točk za nakup stanovanja, za nakup avtomobila, morda ti niti ne bodo dovolili, da se poročiš. Skratka, to so stvari, ki si jih pa jaz seveda v Evropi ne želim, in na to vedno jasno in glasno opozarjam. Zato moramo poskrbeti, da se že v postopku samega razvoja umetne inteligence seveda prepreči pristranskost, ponarejanje, izkrivljanje resnice recimo, ter da se s tem namenom podpre vključujočo, raznoliko in vsem dostopno javno razpravo. In vi boste sami delček te javne razprave podali nam, vas bomo pozorno poslušali. Predvsem pa, če boste zajadrali v te vode, verjetno bo marsikdo med vami šel študirati računalništvo, se morate zavedati, da morajo algoritmi umetne inteligence biti dostopni javnosti, zato da bomo razumeli, kaj pravzaprav umetna inteligenca v ozadju počne. Samo na ta način bo umetna inteligenca lahko prispevala k razvoju demokracije. Pred nami so torej zahtevni tehnološki in družbeni izzivi, za katere potrebujemo vse svoje znanje in sposobnosti. In tukaj na tem mestu bi res rada omenila to, da v tem procesu, v tem razvoju nikakor, nikoli in nikdar ne smemo zanemariti potenciala deklet in žensk. Mnogo deklet danes sedi tu med vami
Jaz sem prva predsednica v zgodovini Republike Slovenije in ne samo zaradi tega, ker sem prva, ampak tudi zaradi tega, ker tako res mislim, da bi bila vsaka država zelo nespametna, če bi zanemarila polovico svojega potenciala. Deklet nas je 50%, v Sloveniji celo nekaj več. Gospod Vasle, ne vem, če še statistiko poznate, ker že dolgo niste tam, ampak mislim, da nas je okrog 50,8%, pa 49,2% je pa moških. Skratka, vesela sem podatka, da na tem tekmovanju, tem turnirju, ki se ga boste udeležili, da ste dekleta številčno izenačena s fanti. Veseli me, da smo skupaj z Banko Slovenije prepoznali skupno željo in voljo, da ozaveščamo o pasteh novih tehnologij, ki bodo krojile življenja prihodnjih generacij. Dobrodošli torej na projektu. Iskrena hvala za izkazano voljo, da želite sodelovati in tako tudi sami prispevati, tvorno prispevati k razpravam. Želim vam vso srečo pri snovanju argumentacije, dobro se poglobite v obravnavane teme, pripravite kar najboljša izhodišča za razpravo in verjemite mi, uživali boste, predvsem pa boste pridobili nova znanja. Tu pa želim, da ta nova znanja, ki jih boste pridobili tu, širite med svoje prijatelje in pa tudi starše. Starši smo že malo bolj analogni, nismo še čisto digitalni. Mene že moj sin včasih heca, mama, daj se malo iz analogne v digitalno dobo prestal, pa nisem popoln analfabet, ampak prehitevate nas na celi črti na tem področju. Predvsem pa za konec želim vam res veliko novih poznanstev, dragocenih izkušenj ter seveda prijetnih soočenj. Kaj ne rečem za konec? Se vidimo na zaključnem tekmovanju. Hvala lepa in srečno.